Mi imamo v evropskem prostoru na prebivalca največ zlata. Smo v zadnjih 20 letih kupili približno 19 do 20 ton zlata. Zlato postaja strateška kovina, zelo pomembna kovina. Tudi starejša generacija izobraža mlajšo s tem, da kupuje mlajši generaciji za darila gram, 2, 5, mogoče za poroke celo kaj več. Pri zlatu velja, da ga načeloma moraš imeti čim bližje domu, zato da si ti nekako, ko ga potrebuješ, da je zlato hitro dosegljivo. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič. Tema v tokratnem podcastu pa, glede na trenutne kaotične mednarodne razmere, naložbene plemenite kovine s poudarkom na zlatu. Danes je z mano Irena Moro iz podjetja Moro, podjetja, ki je najdlje na slovenskem trgu in se ukvarja z naložbenimi plemenitimi kovinami. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Hvala še enkrat. Dajva najprej ljudem povedati, kaj so sploh naložbene plemenite kovine. Katere so to? Naložbene plemenite kovine so zlate palice in pa zlati kovanci, če govorimo o zlatu. Potem imamo tudi druge plemenite kovine, to so paladi, platina in pa srebro. Tudi tukaj jih svetovne kovnice predelujejo v zlate palice oziroma v palice in pa v kovance. In na kakšen način sploh lahko trgujemo s temi naložbenimi plemenitimi kovinami, katere so vse opcije? Nekaj seveda, da se kupi v fizični obliki, pa seveda indeksni skladi, delnice rudnikov, kaj vse je mogoče, če želimo vložiti v ta segment. Ko se odločamo za naložbe, se lahko odločimo za fizično naložbo, pomeni, da imamo zlato v obliki kovancev in palic, ki jih fizično pri trgovcu tudi kupimo. Lahko kupimo zlato tudi v obliki delnic, pomeni, da imamo visoko tvegane delnice rudnikov zlata in pa manj tvegane delnice rudnikov zlata. Visoko tvegane so ponavadi tiste delnice, kjer podjetja še niso pričela s kopanjem zlata in je pač tukaj samo ena groba ocena, koliko je zlata v rudniku. Tiste delnice, ki pa niso tvegane, to so ponavadi delnice rudnikov oziroma zlatokopov, ki kopljejo že dalj časa, imajo pa vsekakor manjše dobičke. Kot tretje, bančni sektor, vemo, ne želi trgovati s fizičnim zlatom, je bolj priročno trgovanje z ETF skladi. Pri ETF skladih moramo vedeti, da so dobički obdavčeni oziroma kapitalski dobički so obdavčeni. Potem imamo tukaj vstopno, izstopno provizijo in pa vodenje računa, tako da je tukaj pač mogoče malo več stroškov, kot pa pri samem fizičnem zlatu. Za katero od teh oblik se Slovenci najpogosteje odločajo in pa predvsem zakaj? Zakaj se povprečen Slovenec odloči, da kupi, seveda zlato je bistveno pomembneje od ostalih treh, ki smo jih prej našteli, recimo, da kupi zlato v kakršnikoli obliki? Slovenci smo zelo konzervativen narod, lahko rečem tudi zelo odgovoren. Mi imamo v evropskem prostoru na prebivalca največ zlata. Računala sem že pred parimi leti, da smo na prvem mestu, sedaj smo pa zagotovo na prvem mestu, saj smo v zadnjih 20 letih kupili približno 19 do 20 ton zlata. Samo v letošnjem letu smo ga kupili nekje okoli tone, pomeni, to je v prvem tromesečju letošnjega leta. To je absolutno zelo veliko, sploh če poznamo lanske številke, ko smo Slovenci kupili približno 2 toni fizičnega zlata in v to vložili nekje med 250 in 350 milijonov evrov.
Torej, zdaj pa že v 3 mesecih 1 tona, delno seveda zaradi rasti cene, delno pa očitno tudi zelo pospešeni nakupi in večje število kupcev. Predvsem moramo pogledati, da je z novim predsednikom v Združenih državah Amerike nastopila negotovost, kar se tiče mednarodnih trgovanj. Lahko povem, da je bilo zlato izvzeto iz carinskega sporazuma med Evropo in Združenimi državami Amerike. To pomeni, da zlato postaja strateška kovina, zelo pomembna kovina. Švicarske kovnice zelo veliko zlata v zadnjem času izvažajo v Združene države Amerike, pomeni, da Evropa postaja revnejša, Združene države Amerike se s tem bogatijo, hkrati se bogatijo azijski trgi, Indija, saj kot rečeno, te kovnice večino zlata sedaj prodajajo v te države. Mi se moramo sami vprašati, koliko zlata bo dejansko ostalo za naložbenike v Evropi. Slučajno prihaja do kakšne presežnega povpraševanja in torej manjka na ponudbeni strani? Se lahko zgodi to? Po določenih enotah že prihaja, pri manjših enotah že prihaja, v prihodnje pričakujemo, da bo tega vsekakor več. Tako da ne bo samo cena tisti faktor, ki bo odločilni, ali se bo nekdo odločil za naložbo ali ne, ampak bo moral pač tudi počakati na zlato. V kakšnih enotah torej lahko zlato sploh kupimo, če govoriva zdaj o teži, nima vsak dovolj denarja, da bi kupil zlato palico, čeprav bi si verjetno vsak želel. Torej, če imaš nek manjši prihranek in ga želiš vložiti, kakšne so te enote, lahko kupiš po gram, koliko lahko kupiš najmanj in koliko seveda največ? Strankam ne priporočamo nakupa 1 grama, lahko ga seveda kupijo. Primerno je za darilo, če vi kupujete gram, 2, 3. Ukoliko se pa mi odločamo za eno resno naložbo, priporočamo nakupe zlata v večjih enotah. To je 50 gramov, 100 gramov ali zlate kovance Dunajske filharmonike, kjer vi lahko kupite v teži 1 unče, lahko v teži pol unče, to je 15,55 gramov, lahko tudi manjše, 7,7 gramov. Samo ko gremo v manjše enote, je cena zlatu višja. To pomeni, kot sem rekla, za eno resno naložbo priporočamo 50, 100 gramske ploščice, lahko tudi 250, vse odvisno od portfelja posameznika. Kupi pa se seveda lahko od grama naprej do tja, kamor seže nebo. Veste, zelo pomembno je, da imajo stranke transparentno ceno. Pomeni, zdaj če govorim za naše podjetje, na spletni strani imate odkupne in prodajne cene, ki se spreminjajo na 5 minut glede na svetovno borzo zlata. Pomeni, da stranka vsak trenutek točno ve, kakšno vrednost portfelja ima. Zelo je pomembno, da smo v 20 letih uspeli izobraziti ljudi in tudi študente, da dejansko želi vsak imeti mogoče vsaj najmanjši košček zlata. Tudi starejša generacija izobraža mlajšo s tem, da kupuje mlajši generaciji za darila gram, 2, 5, mogoče za poroke celo kaj več. Tako da, ja, so zelo različni profili strank. S sabo ste prinesli tudi pokazati, kaj pomeni zlato kot naložba v fizični obliki. To je kar kila zlata. Koliko je to v tem trenutku vredno? Danes sem s seboj prinesla kilogram naložbenega zlata, kovnice Argor Hereus iz Švice. Vredna je na današnji dan okoli 91.000 evrov, kar pa je zelo pomembno, da je odtisnjen certifikat na sami palici, ime kovnice, gramatura, v tem primeru kilogram, čistina zlata 4,9, kar pomeni najvišja čistina zlata ali 24-karatno zlato, in pa serijska številka.
Tako morajo biti zlate palice označene, da so sprejemljive za naložbenika. Torej, treba paziti tudi na to, kako kakovostno zlato, od koga, kako je označeno, kupimo. Ni vsaka zlata palica enaka drugi zlati palici. Ne. Zelo pomembno je, da so kovnice mednarodno registrirane v Londonu pri stanovskem združenju London Bullion Market Association. Rekli ste, verjetno imajo Slovenci že približno 20 ton fizičnega zlata. Kako je torej s hrambo? Ni kar tako imeti doma toliko zlata in torej toliko denarja. Ja. To je eden od dejanskih problemov, kako shraniti zlato. Poslovne banke v Sloveniji imajo sefe, zagotavljajo sefe, vendar so zavarovanja do nekje največ 50.000 evrov. Pomeni, da ta kilogramska palica, če jo daste danes v bančni sef, ni zavarovana. Se lahko hrani tudi v tujini, recimo pri kakšnem ponudniku ali kakšni kovnici, torej če ne želiš imeti tega denarja doma ali pa nekje tukaj na banki, se da to tudi nadaljavo hraniti? Lahko ga hranimo tudi v tujini, vendar pri zlatu velja, da ga načeloma moraš imeti čim bližje domu, zato da si ti nekako, ko ga potrebuješ, da je zlato hitro dosegljivo. Za časa zdravstvene krize je bil to problem, ko naše stranke niso mogle doseči zlata v svojem sefu, tako da je bil kar izziv. Nekaj ste že omenili carine, pa negotove razmere, sploh vse, čemur smo priča v letošnjem letu. Torej, v katerih obdobjih se ljudje najpogosteje odločajo za to naložbo? Je to naložba za krizne čase? Je to naložba za obdobje, ko ne vemo točno, kaj se nam bo zgodilo? Torej, recimo neko obdobje, ki smo mu priča danes, ko se dnevno stvari spreminjajo zaradi geopolitike, seveda pa to vpliva na naše vsakdanje življenje in tudi na naše finance in naše naložbe. Veste, mi moramo najprej vedeti, da mi v Evropi nimamo tradicije naložb v zlato. Mogoče je izvzeta Avstrija kot država, zato se mi odločamo za naložbe sedaj, ko je cena dokaj visoka, ko so negotove razmere. Meni je dejansko izredno žal, da se prihranki niso prelili v naložbe v zlato že prej, mogoče kakšno leto, 2-3 prej, ko se je že nekako čutilo z vojno v Ukrajini leta 2022, da bo prišlo oziroma da prihaja do večjih kriz v svetu. Torej, za vsako krizo, najprej smo omenili COVID, pa potem ukrajinska kriza, tako, in zdaj trgovinska kriza. Torej, za vsako krizo cena raste in tudi povpraševanje. To je zelo zanimivo. Mali vlagatelji vedno kupujejo na vrhuncu in prodajajo, ko pade v tej svoji paniki. Ja, čeprav mi moramo hkrati tudi biti, skoraj sem prepričana, da bo cena zlata še naraščala. Smo priča takim razmeram na trgu, da v naslednjih 2 letih pričakujemo še dokaj visoko rast cene zlata. In v bistvu smo že konec marca presegli napovedano ceno za do konca leta, ki so jo dali analitiki, ker so se stvari tako hitro odvile in tako nepričakovano odvile. Dajva se dotakniti še ostalih naložbenih plemenitih kovin. Rekli ste, cena zlata močno raste, škoda, da se več ljudi ni kakšno leto prej odločilo za to naložbo. Je morda srebro v tem trenutku dobra priložnost? Palladium, platina, tukaj so cene, ne vidimo takih rasti, kot jih vidimo pri zlatu. Mogoče naj povem, da se letno nakoplje v svetu 25.000 ton srebra, samo 170 ton platine in okoli 130 ton paladija. Ti 2 kovini sta dokaj stabilni, ker se uporabljata v industrijske namene, ravno tako srebro, vendar ne priporočamo naložb v te kovine za fizične osebe. Razlog je v tem,
dokaj visok pribitek na borzno ceno, pomeni pri kilogramu srebra plačate dodatnih 10%. Tukaj so vključeni stroški izdelave kovnice, manipulativni stroški, stroški trgovca, hkrati so te kovine obdavčene z 22% DDV-jem. Pomeni, da mi že pri sami naložbi izgubimo 32%. In se hkrati vprašamo, kdaj bo cena narasla za 32%, da smo mi na nuli. Tako da tukaj moramo biti nekoliko previdni oziroma konzervativni pri priporočanju oziroma pri svetovanju strankam v tovrstno naložbo. Drugo so pa podjetja. Podjetja pa kupujejo srebro, platino in paladij za dolgoročno naložbo in hkrati za nadaljnjo prodajo. S tem lahko podjetja odbijajo vstopni DDV in ga potem nam kot podjetju tudi zaračunajo. Torej bolj smiselna naložba za poslovnega Tako je. kot fizičnega vlagatelja. Vsekakor. Za konec še davki, to ljudi pri naložbah vedno zanima. Omenili ste, pri zlatu ni DDV-ja. Kako pa je z samim davkom? Prej ste rekli, če imaš ETF ali delnice rudnika, seveda je to kapitalski dobiček, če si ga naredil in je obdavčen. Kako pa je pri fizičnem zlatu? Fizično zlato je na osnovi evropske direktive neobdavčena naložba. Ravno tako zakon o davku na dodano vrednost v 118. in 119. členu predpisuje, da zlato ni obdavčena naložba, samo investicijsko zlato, govorimo za zlate palice in kovance. Tudi tukaj ni kapitalskih dobičkov, tako da zlato prosto prehaja med fizičnimi osebami. To pomeni, tisti, ki ga ima, tisti je lastnik in ne glede na ceno, tudi če zraste to do 100%, 200, ni dodatnega davka. Ni dodatnega davka, lahko ga prosto prodaja nam ali kateremu koli podjetju v Sloveniji, lahko ga proda tudi drugemu družinskemu članu, prijatelju ali kakorkoli drugače. Najlepša hvala za tole. Hvala lepa.